V okviru projekta Od mlina do mlina je v hotelu Lipa v Monoštru potekala tiskovna konferenca, kjer so zbranim predstavili obnovo pogonskega mehanizma filovega mlina na Gornjem Seniku, ki je bila sofinancirana z sredstvi Interreg programa Slovenija-Madžarska ter ostale načrte za oživitev mlina. Lep pozdrav na tiskovni konferenci Interreg projekta Od mlina do mlina. Da bi lahko povedal, da posebej pozdravljam medijev, vsi samo medije ste tukaj, ne bomo prevajali zaradi tega, da samo slovenske medije, tako bomo bolj hitrejši. Kako se je začel te projekt? Jaz bom govoril iz naše strani, kako smo mi prišli v te projekt. Državna slovenska samouprava, če gledam kot partner, mi smo še, lahko povem, pred projektom leto dni ali 2 leta nazaj sploh nismo imeli mlina. Mi smo mlin kupili leta 2022, zaradi tega, da na Gornjem Seniku filov mlin so prodajali. To moramo vedeti, filov mlin je edini mlin uporabil. To je edini mlin bil, kjer so mleli žito in potistim iz te žita in iz te mele so delali doma kruh. Filo družina se je začela s tem ukvarjati leta konca 19. stoletja in več od generacije do generacije so bili milinarji in takrat po svetovni vojni, je bila privatizacija, je mlin postal državni mlin, seveda je še delal kot mlin, ampak že ni bil privat. In so delali tam do začetka 1990. leta in po tistim so prišle odškodnine in so prodajali mlin in so ga kupili en tisti lastnik, kateri je nam prodal mlin, Lajos Farkas iz Budimpešta. On je tudi hotel obnoviti ta mlin, ampak to vemo, to ni tako enostavno enega mlina obnoviti, to več let traja in seveda ogromno denarja. Zdaj je on že leta 2023. leta je povedal, da on bo končal s tem, vidi, da ne pride do konca in bo prodal mlin. In takrat smo mi mislili kot državna slovenska samouprava in tudi porabski Slovenci, cela skupnost, zato je ta grajena dediščina, to je del naše kulture, to je naše, to moramo zdaj kupiti. Če smo enkrat že so kupili in smo izgubili ten mlin, zdaj imamo možnost, da ga lahko kupimo nazaj. In smo imeli veliko srečo, takrat je potekal gospodarski razvojni program, slovenski gospodarski razvojni program iz madžarske strani in smo tam lahko prišli do denarja in smo kupili filov mlin. Lahko povem, ker to je bilo zdaj, če gledamo tako najbolj še lažje, da kupiš nekaj, ampak to je ogromno dela, veliko dela še pride potem, da ga moraš ga obnoviti. In smo spet imeli srečo, je prišla ideja, Simon enkrat po telefonu me je poklical, je en projekt, če ni bi bili partnerji in to so mlini, če bi se vključili. To res je bilo zelo veliko presenečenje in smo bili veseli, seveda, da smo rekli, da se mi pridružimo v te projekt in tako smo začeli sodelovati v tem. Od mlinu moram povedati, to je, kot sem že rekel, te mlin je, lahko povem, na Madžarskem je edini mlin, kateri, če gledamo pogon, ima 3 pogona. Na vodo, na vodno kolo, na turbino in na plinski motor. To je bilo zaradi tega, prej je še na začetku še bilo tam v potoki je še bilo toliko vode in so naredili jez in so lahko na vodno kolo se je to delalo. Ampak od leta naprej je vsikdar bilo manj vode in takrat so
naredili turbino. Turbina tudi je na vodo, ampak rabi manj vode kot vodno kolo. In to je trajalo, mislim, 25 let je šlo na turbino in po tistim so še manj vode bilo, ni zadosti za to turbino in so kupili motor na plin, plinski motor, preden velik motor, zelo stari motor. Enostavno funkcionira na plin, to je tisti plin, če ličje ali travo se vžge in tisti plin, ki takrat nastaje, lahko s tem plinom se požene takrat motor. In seveda takrat po tistim, da smo že imeli v uporabi elektriko, je najbolj enostavno bilo, če ga naredijo na elektriko. In tudi, kaj je še zanimivo pri tem mlinu, je to, da lahko se mele žito, lahko se mele ajde in tudi bučno semen. To, po mojem, ne vem, če v Sloveniji imate take mlin, na Madžarskem sigurno, ker samo mi imamo tu na Gornjem Seniku takega mlina, kateri to tri funkcije ima, tri vrste lahko mele. Ja, in zaradi tega to je zelo težko bilo začeti, kako bomo začeli, kje bomo to začeli obnoviti. Zaradi tega smo naredili 4 faze. V prvi fazi smo naredili s pomočjo madžarske vlade streho, to je bilo najbolj važno, da se naredi. To je bila prva faza. Zdaj je v drugi fazi mehanizem, pogon mlina, v tretji fazi, v katerega bomo iz skupnega sklada financirali, se bo začel septembra in stavbo obnovimo zunaj in notranji del. Četrta faza pa bo, da naredimo kavarno in eno galerijo, eno art galerijo naredimo. To je že, res lahko povem, da je takrat lahko povemo, da smo prišli do konca in smo obnovili celi mlin. Vemo, to je še ogromno denarja, ampak imamo upanja in tako izgleda, da financa tudi bo za to, da se lahko obnovi. Takrat, če se to obnovi, jaz mislim, v porabi bomo imeli taka turistična točka, bo ta ena najbolj pomembna ali največja turistična točka v uporabi. In tudi seveda zaradi tega, da zdaj drugi teden bomo podpisali pogodbo, kupimo tudi zraven, je tam mlinarjeva hiša, tisto še bo, zdaj se bo pogodba naredila in podpišemo in to cela ta stavba in ta mlinarjeva hiša, ena taka točka bo, da res ni samo za Gornji Senik, da bo to pomembno tudi za celo Porabje. Tako zdaj smo prišli do tega, da smo obnovili mehanizem. Če bomo šli na Gornji Senik, tam pri meni lahko bomo videli te plinski motor in bomo lahko videli, da pride mojster in se zavrti in mu malo pokaže, kako se mele na Gornjem Seniku v finom mlinu. Na kratko bi bilo toliko, zdaj bi pa prosil še Simon Balažica, on je dal idejo, kako je ta ideja prišla, kad se je začel te projekt. Se pravi, še najprej v mojem imenu lep pozdrav projektnim partnerjem, vodilnemu partnerju, pa seveda vam sedmi sili, ki ste danes tukaj prisotni na tej tiskovni konferenci, če lahko tako povem. Vse me poznate, sem Simon Balažic in danes sem tukaj v vlogi Babičevega mlina. Sodelujemo v tem projektu od mlina do mlina kot projektni partner z Babičevim mlinom. Zdaj, kako je prišlo do ideje tega projekta?
dejansko imamo mi tam na reki Muri Babičev mlin, ki tam stoji že več kot 100 let, ki dejansko še danes melje, torej še danes je v funkciji, lahko dejansko melje moko brez računalnikov, brez, bom rekel, priklopa na električno omrežje, se pravi, gre, tudi če se vse stavi, to se lahko tam vedno še naprej vrti in vedno še iz tega mlina lahko dobimo moko. In seveda je to neka posebnost, kajte to vrstnih mlinov, ki bi še delovali, dejansko ni. Ne. Vse, kaj obstaja, so bolj kot neki muzeji, ko se lahko neke stvari pogledaš, to pa je nekaj, kaj deluje. In seveda z gospodarico, z gospo Karmen Babič, ki se tudi že dolgo leta poznamo, pa tudi naši predniki so se že nazaj poznali, in to zelo dobro, so nekako malo pogovarjali, kaj bi kakšna je prihodnost tega mlina, in ona je skazala voljo, da bi seveda to mlinarstvo šlo naprej, ne? Ker na tem mestu ona že predstavlja 3. generacijo tega mlinarstva. Zanimivo, da je to začela dejansko njena babica s to dejavnostjo, potem je to prevzel njen oče in potem spet ona. In seveda po žilah teh ljudi teče mlinarska kri, ne? In ker je izrazila željo, pa voljo, da bi te stvari šle naprej, in ker je seveda mlin seveda z leti dotraja in smo te nekako iskali neka finančna sredstva, na kak način bi poskušali najti kak evro za ohranitev tega mlina, in smo potem iskali partnerje, iskali seveda tudi razpise, in seveda sem potem gospoda Holeca, ker se že dolgo leta poznamo, in sem slišal za ta mlin tukaj v Porabju, in smo ga poklicali, pa smo se potem oglasili tudi na obisko, ne. In bila je zanimiva Karmen, ko smo šli v mlin, te pogon gledati, ona je bila tam kot doma, ne. Tako je vedela, zakaj je kateri del kje, takih ljudi ni, ne. Se pravi, na kak način to deluje, ne. Ona se s tem že ukvarja praktično vse svoje življenje, ne. Ti si bil potem tudi pri nas, ne, na Babičevem mlinu, ker tudi mlinarstvo je zelo povezano z samim slovenstvom, ne. Slovenci imamo tradicijo mlinarstva že stoletja nazaj, in na naših rekah je bilo v preteklosti ogromno mlinov, in ponavadi so to imeli tudi Slovenci prek to mlinarstvo, bilo je tega na tisoče in tisoče. Še posebno zgodbo pa ima sama Mura, ker če gremo malo pogledati podatke za nazaj, je recimo Mura v našem slovenskem delu najbolj primerna za mline. Kar se tiče hitrosti reke, kar se tiče količine vode in podobno. Če greš zgore v Avstrijo, je recimo premalo vode, pa morda preveliki strmec, če greš dol tam na hrvaško-mađarski del, se pa reka preveč upočasni. Tako tudi, če že gledamo zgodovinske podatke, vidimo, da že takrat oni ugotavljajo, da je ravno ta del Mure slovenske najbolj primeren za mlinarstvo, in ni čudno, da se je ta mlin tudi v tem delu tudi ohranil, mogoče to. Se pravi, ta, bom rekel, zgodovinska vezanost na to mlinarstvo, je pa tudi zanimivo, da seveda tudi na Mađarskem, pri Mađarih je tudi tradicija mlinarstva tudi močno prisotna, ne. Se to je tudi bilo v zgodovini vedno pomembno z lokalno samopreskrbo, ne, kot je to bilo takrat, ne. No in takrat seveda smo te z Karčjem smo te malo predebatirali, kaj bi lahko, smo našli nek skup interes, in smo se te rekli, dobro, bomo šli v prijavo projekta, potem smo še iskali naprej partnerje, te so kolegi iz Slovenske Bistrice bili zainteresirani tudi z svojim mlinom in z svojimi vsebinami priskočiti na pomoč. Rabili smo tudi vodilnega partnerja, ki ima dovolj kadrov, ki ima tudi izkušnje, pa so tudi to bili pripravljeni prevzeti. Tako da smo potem na naši strani našli partnere, potem pa še seveda na mađarski strani smo našli še potem Velem, ko so prišli z njihovim mlinom, in pa tudi potem smo nekako zaključili to zgodbo, to idejo. No pa še Muraba je še tu,
ko ne bom pozabil, ne, smo rabili tudi enega takega, bom rekel, strokovnega partnera zraven za projekte in smo potem s temi 5 projektnimi partnerami to zadevo zaokrožili. In dejansko je to ena taka projekt, gre v zvezi ohranjanja te naše kulturno-tehnične dediščine, ki je edinstvena, ne samo v tem prostoru, ampak tudi širše. In nekako smo si s projektom tudi zadali, da bi šli v smeri, da se ta zadeva ohranja in da se začnemo tudi povezovati v smislu tega razpršenega muzeja, čezmejnega razpršenega muzeja mlinov. Toliko mogoče za uvod z moje strani, zdaj pa predam besedo naprej. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem predstavnik vodilnega partnerja RIC Slovenska Bistrica. Ko smo pri nas slišali to idejo, ki je predstavil Simon, sploh ni bilo nobenega dvoma, da mogoče ne bi prevzeli neke funkcije oziroma funkcije vodilnega partnerja. Moja predhodnika sta že kar zelo dobro predstavila del projekta. Tudi jaz se že veselim, da gremo pogledati na Gornji Senik ta mlin, jaz še ga v živo nisem videl. Naj povem, da tudi pri nas je ta mlinarska tradicija zelo močna, čeprav se zaradi geografskih in drugih značilnosti pač vidi neke razlike. Pri nas je veliko manjših mlinov, prihaja pač iz območja, ki je bolj hribovito in tam so bile domačije bolj raztresene, zato je veliko manjših družinskih mlinov, ki so takrat pač 150-200 let nazaj mleli za svoje namene. Potem se je pač to število zreduciralo in sedaj še v bistvu ohranjamo preko teh projektov in pa tudi preko nekih zasebnih pobud te manjše mline, ki se obnavljajo ali pa tudi ne. Tako da veliko število teh mlinov je tudi izginilo in zato je tudi ena izmed funkcij ali pa mogoče namenov tega projekta, da to ohranimo, tako sta predhodnika povedala, tudi potem to nekako prezentiramo kot turistično ponudbo ali pa tudi kot neko kulturno-tehnično dediščino, ki bo ostala, ampak pač mogoče bo prezentirana na neki modernejši ali pa neki bolj priljuden način. Kar se tiče samega projekta, mi smo v bistvu formalizirali oziroma smo v fazi formalizacije te naše povezave, se pravi v okviru tega interregovega projekta od mlina do mlina smo na nek način vzpostavili eno partnerstvo, kjer smo zainteresirani pokazali pač, da imamo nek odnos do te kulturne tehnične dediščine, ker pa pri projektih dostikrat tako, da pač ko je konec projekta, da nekako izvenijo ti rezultati, smo se odločili, da tudi formalno se povežemo za naprej in v ta namen ustanavljamo društvo razpršenih hotel mlinov, mednarodnih hotel mlinov Slovenije in Madžarske. Trenutno smo v fazi ustanovitve, kot sem že povedal. Tukaj na moji levi sta gospod predsednik in gospod podpredsednik Simon in Karl. Nismo še ga registrirali. Ustanovni občni zbor, če temu lahko tako rečemo, je bil 4.6. v Velemu in smo takrat v bistvu tudi podpisali temeljni ustanovni akt. V načrtu imamo še, da bomo v bistvu spostavili nek načrt upravljanja in pa potem tudi imamo v načrtu kar nekaj dogodkov, mlinarskih dni oziroma nekih dogodkov za predstavitev naših mlinov in pa tudi za predstavitev za širšo javnost, tudi za otroke, za študente in tako naprej. Njim bomo tudi pripravili različna gradiva za promocijo, da bo potem to v bistvu tudi teklo nekako naprej.